Ob koncu iztekajočega se leta se evropski poslanci in poslanke tradicionalno sestanejo na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Tokrat je bilo na dnevnem redu nekaj zelo vročih tem, s katerimi so se v Evropskem parlamentu praktično več ali manj ukvarjali skozi celo letošnje leto. Ena takšnih, ki je močno zaznamovala leto 2017, je napoved Velike Britanije o izstopu iz Unije, tako imenovan Brexit. Slovenskimi evroposlanci smo v Strasbourgu govorili tudi o izvršitvi arbitražne razsodbe med Slovenijo in Hrvaško. Zanimalo pa nas je tudi njihovo mnenje o prihodnosti Evropske unije in kaj želijo Sloveniji v letu 2018. Evropski parlament v resoluciji, ki je bila sprejeta s 556 glasovi za, 62 proti in 68 vzdržanimi glasovi, pozdravlja skupno poročilo o napredku, ki so ga predstavili pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva. Ne glede na to je napredek v drugi fazi možen le, če bo britanska vlada v celoti spoštovala zaveze iz skupnega poročila ter jih vključila v osnutek sporazuma o izstopu, poudarjajo poslanci. Okvir prihodnjih odnosov, o katerem se bo razpravljalo v drugi fazi, mora temeljiti na trdnih in nedvoumnih načelih, lahko pa bi imel obliko pridružitvenega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom, je zapisano v resoluciji. Parlament je doslej sprejel 2 resolucije o pogajanjih, in sicer 5. aprila in 3. oktobra 2017, ki jo je pripravila delovna skupina za Brexit. Evropski parlament bo imel zadnjo besedo o izidu pogajanj, saj bo na glasovanju potrdil ali zavrnil sporazum o izstopu, ki mora biti dokončan do konca marca 2019. Kako pa Brexit vidijo naši poslanci? Torej, Velika Britanija je po sedanji konstelaciji konceptov, je nekje med norveškim in kanadskim režimom, ampak oboje je slabše, kot je to, kar imajo zdaj. In če bi šli v smeri kanadskega sporazuma, oziroma evropsko-kanadskega sporazuma, bi to spet trajalo in trajalo. To se je treba vse spogajati, tega ne moreš skopirati in podpisati. Tako da jaz mislim, da preprosto ni zavesti, kaj ta projekt pomeni. Jaz računam, da bodo ljudje začeli močneje pritiskati na drugo možnost, se pravi na drugi referendum. V prvem so bili dobesedno zavedeni, niso vedeli, o čem zares odločajo. To je bilo kar malo, ali pa veliko politične zabave. Je pa jasno, da če Velika Britanija odide, čeprav to ne bo še tako hitro, vidite, da bo tudi to prehodno obdobje in da je finančno z marsičem vezana, torej ta izpad neto dohodka, če tako rečem, bo sveda prizadel ostalo Evropo in se bo treba v financah zelo resno pomeniti. Drugače pa sem prepričan, da bomo vsi plačali ceno za Brexit. Osebno sem pred nekaj meseci verjel v to, da bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Danes tega ne verjamem več, vsaj ne brezpogojno, čeprav se lahko zgodi ta scenarij drugega referenduma. Jaz se pogovarjam včasih z svojimi angleškimi kolegi, oni si vroče želijo, da bi Velika Britanija ostala v Evropski uniji in tudi upajo, da obstaja nek scenarij, po katerem bi se to lahko zgodilo, nek premislek v britanski javnosti, v volilnem telesu. Ampak zdaj je pač tako, da pogajanja tečejo, vedno več je nekih dogovorov in sporazumov o konkretnih vprašanjih, ki so v začetku izgledala nerešljiva, zdaj se izkaže, da so rešljiva in jaz mislim, da Evropa lahko tudi kar dobro živi in prosperira brez Velike Britanije. Brexit bo imel vpliv tudi, zagotovo tudi na ta finančni del. Znano je, da je tistih 10 do 12 milijard letnega izpada, kar pomeni pri 1000 milijardah proračuna 80 milijard izpada v 7 letih kar veliko. Ni še znano, koliko bodo Britanci plačevali za skupen trg, podobno kot Norvežani in ostali Norvežani, ki so
ne vem, 6-krat, 8-krat ali pa še večkrat manjši po ekonomiji, obsegu ekonomije plačujejo milijardo na leto, tako da tudi ta del se še ne ve, koliko bo prikapljalo nazaj proračun in je neznanka. Sicer pa je pri planiranju novega proračuna zelo jasno, da bo potrebno resno razmisliti, ali je možno iz tistega 1%, ko danes plačujemo, povečati prispevek držav bliže 1,23, ki je zdaj v Lizbonski pogodbi kot zgornja meja. Ocena Oettingerja je, da bi tam nekje med 1,1 do 1,2% oblažili celo vrsto težav, ki bi jih, na katere bi naleteli, in tu se mi pojavlja tudi, bomo rekel, lahko retorično ali pa zelo praktično vprašanje, da se bomo morali v Evropi vprašati, ali je financiranje oziroma skupna Evropska unija vredna več kot 1% GDP-ja ali ne, glede na to, da vemo, da je skoraj 49% GDP-ja javna uporaba v evropskem prostoru. Se pravi, da samo 2% proračuna se zdaj, javnih sredstev se zlije preko evropskih proračunov. Glede na to, da se je večletni finančni okvir naredil tudi na podlagi tega, da je Velika Britanija še zmeraj torej država članica, ker se takrat še ni vedelo, da bo izstopila, se je torej izračun naredil tudi na podlagi tega, da je Velika Britanija vplačnica, torej neto vplačnica nekako letno približno med 10 in 12 milijardami. V tem prehodnem obdobju, ki bo torej trajalo nekako, ocenjujejo 2 leti, torej marca 2019 naj bi Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, in v tem prehodnem obdobju bi bilo potrebno dogovoriti, na kar se nagiba tudi Velika Britanija k temu, da bi kot trenutna dosedanja neto plačnica tudi v letu 2019 in 2020 še vedno vplačevala v evropski proračun. Se pa ocenjuje tudi z drugimi obveznosti, ki jih ima, a ne, niso samo te, ki jih sedaj omenjamo, tudi druge finančne obveznosti, in seštevek vseh teh obveznosti naj bi znašal za Veliko Britanijo med 40 in 60 milijardi evrov. 29. decembra letos se izteče 6-mesečni rok, da državi dosežeta določen napredek pri izvršitvi arbitražne razsodbe. Jasno je, da imamo v mislih Slovenijo in Hrvaško. V torek 19. decembra je po nekaj mesečnih preigravanjih premier Miro Cerar obiskal Zagreb in se sestal s hrvaškim kolegom Andrejom Plenkovićem. V Strasbourgu na plenarnem zasedanju, ko smo snemali pogovor s slovenskimi poslanci, še nismo vedeli, da bo do srečanja v Zagrebu prišlo. In kako naši sogovorniki vidijo to igro med Slovenijo in Hrvaško? Jaz ta čas ne vidim poti, ki bi lahko, in tudi ne vidim potrebe po njej, ki bi obšla to, kar je sklenilo arbitražno sodišče. Ne? In zdaj stvar res politika na obeh straneh, kako zna to stanje preseči. Seveda, ko reče Plenković oziroma Hrvaška nad Saborom je samo Bog, ne? Se to zelo močno sliši, ampak nam nič ne pomaga, ker je arbitraža svoje delo zaključila kljub hrvaškemu stališču. Ko pa jaz gledam ta ping-pong med Cerarjem in Erjavcem, pa si misli svoje. Ne? Povejte, kaj si mislite? Ja, mislim, tako se ne dela zunanje politike. Ne? Če pri tako občutljivi stvari dva ključna človeka vlade ne morata stopiti skupaj, kakšen rezultat naj pričakujemo? Jaz seveda mislim, da je bistveno pomembno, da v Sloveniji ob takšnih vprašanjih pride do sodelovanja in razumevanja, do dialoga med pozicijo in opozicijo, do dogovora o tem, kaj je interes Slovenije. Meni je to veliko bolj pomembno od tega raznih izjav in bombastičnih, manj bombastičnih za medije. To ne bi smela biti tema predvolilne kampanje, ki se je nažalost že očitno začela. Ne? Jaz bi res pričakoval tukaj, da se ob tem vprašanju pride do poenotenja in ne do nekega pitijskega potem žargona, ki ga uporablja politika, tako da ne veš potem, zakaj pravzaprav stoji. Pri vseh pogovorih, ki sem jih imel tudi s kolegi znotraj Evropske ljudske stranke, na primer, vedno postavim na prvo mesto, da govorimo in da imamo to primer prvega reševanja spora okoli meja na področju nekdanje Jugoslavije.
in da je v nizu še cela vrsta takšnih spornih območij in da če ne bomo znali implementirati arbitraže, ki je tudi del Evropskega pravnega akta o pristopu Hrvaške v Evropsko unijo, potem naj izgubimo kakršnokoli upanje, da bodo rešeni ostali spori, ki jih ima Hrvaška še predvsem za ostalimi mejami. In moram reči, da to je en tistih argumentov, na katerega najbolj razumejo, najbolj tudi se odzovejo kolegi in to mislim tudi osnovno vodilo pri odločenosti Evropske unije, da sedaj po tem roku, ki je bil dan za to, da se pač državi dogovorita in implementirata, kar je v arbitraži zapisanega, aktivneje poseže v ta spor in ga poskuša tudi pripeljati do konca. Zdaj, če Evropska komisija ne bo v tej razsodbi arbitražni igrala vloge, kot jo je napovedala, torej ustrajala pri spoštovanju mednarodnega evropskega prava in uporabila mehanizmov tudi tu, ko gre za vprašanje hrvaškega nespoštovanja, potem smo lahko državljanke in državljani Slovenije upravičeno razočarani. Tako da jaz pričakujem tu jasne poteze Evropske komisije in upam seveda, da tudi v dialogu med Hrvaško in Slovenijo čim bolj v nekih dobrososedskih, sporazumnih odnosih najdemo rešitve, ki bodo na prvem mestu omogočile normalno življenje ljudi na obeh stranih meje. Torej, arbitraža. Kaj vi pričakujete, da se bo zgodilo 30. decembra, ko bo ta dan D zaključen, 29. decembra? 30. decembra se ne bo zgodilo nič. Implementacija arbitražnega sporazuma je odvisna od obeh partnerjev, v tem primeru Slovenije in Hrvaške, in brez konstruktivnega dialoga med obema stranema implementacija razsodbe ne bo mogoče niti rešitev obmejnega vprašanja. Vprašanje pozicioniranja Slovenije znotraj Evrope ali drugače povedano, na kateri vlak naj skoči Slovenija, bo to francosko-nemški ali kateri drugi. To vprašanje razdeljuje slovensko politiko. Različna stališča pa imajo in izražajo tudi evropski poslanci. Po turbulentnem letu, v katerem so bile v Evropi ključne volitve v največjih državah, tudi bojazen pred prihodom populistov na oblast, ocenjujem, da je leto 2018 mirnejše leto. Predvsem je tudi, kar se Brexita tiče, več jasnosti. Sedaj je na nek način osnovni dogovor, kako se raziti v principih dogovorjen. Seveda čaka pomembno področje, kako uskladiti sodelovanje med Evropsko unijo in Veliko Britanijo v prihodnje. Zdi se mi, da če pogledamo gospodarsko situacijo, ekonomsko, kaj se dogaja v Evropski uniji v zadnjem letu, je tudi med Evropejkami in Evropejci čutiti več optimizma. Marsikdo si danes želi, da bi Evropa imela več skupnih politik na področju varnosti, migracij, gospodarske rasti in tako naprej. Tako da predvsem upam na večjo enotnost v Evropski uniji, na več sodelovanja, povratek neki solidarnosti, ko gre za skupne rešitve, ker na koncu živimo v času globalizacije, ker imamo izjemne izzive in kot Evropa le skupaj lahko premagujemo te izzive. V letošnjem letu se je Slovenija in tudi Evropska unija gospodarsko pomogla, praktično že je šla popolnoma iz gospodarske krize in to kaže tudi gospodarska rast, kakor tudi zmanjšanje brezposelnosti. Zlasti sem vesel, da upada brezposelnost zlasti med mladimi skoraj vseh državah Evropske unije. No, prvo, to velja za Evropo in Slovenijo, ne bi si povsem želel, da bi v naslednjem letu bolj prevladoval zdrav razum, da bi bilo več sočutja, več na nek način tudi humanizma in resnično spoštovanje človekovih pravic na tem področju, seveda tudi Evropa, tako kot Slovenija, na mnogih področjih padla in mislim, da je to upomin, da tako s takšnim načinom seveda ne moremo ustvarjati odprte Evrope, predvsem pa je to napačen signal razumevanja empatije in pa sočutja, ker to se seveda odraža potem na številnih področjih, tudi na ekonomskih, tudi na principu izključevanja, torej da bogati ratujejo še bogatejši, revni še revnejši. To je potem tudi neenakopravnost med državami članicami in na nek način potem vsak teče nek svoj solo tek, to potem res pride do drobljenja tistega, kar se nekoč imenovala Evropska unija. In tukaj Slovenija seveda mora pokazati tudi svoj odnos do tega, se postaviti zase tudi znotraj Evropske unije in povedati, kako vidi in kaj zahteva od Evropske skupnosti, tudi v duhu zavez iz temeljne listine o ustanovitvi Evropske unije, iz tistih prvih ustanovnih aktov, kjer imamo zapisane načela, ki so pa zaenkrat samo črka
na papirju. Jaz upam, da bo v letu 2018 Evropska unija oziroma njene inštitucije vsaj tako učinkovite, kot so bile v letu 2017. Ker glede na to, kaj se je dogajalo prej, jaz čutim, da se je v letošnjem letu zares naredilo zelo veliko stvari, sprejelo tudi veliko dobrih odločitev, ampak kakšno leto ali dve prepozno. Dobro je, da imamo gospodarsko rast, ne samo v Sloveniji, tudi v celotni Evropski uniji. Jaz upam, da bomo seveda gojili to gospodarsko rast, jo ohranjali pri življenju še naprej, kajti zagotavlja nam polno zaposlenost in seveda manj težav z brezposelnostjo mladih ali pa vseh ostalih, s katero smo se ukvarjali leto, dve nazaj. Tako da to je izjemno dobra osnova za naprej. Je pa res nekaj, da bomo morali pogrizniti še v nekaj kislih jabolk, ki smo jih pustili za sabo. Mislim, da bo varnostni problem, tudi problem migracij še vedno zelo aktualen. Brexit, jasno, pogajanja naprej. Ampak upam, da bomo res s to dinamiko, s katero smo bili v letu 2017 kar uspešni pri sprejemanju odločitev, nadaljevali tudi naprej. Slovenija kot država članica je zelo vpeta v evropsko politiko, torej v migracije, varnost, rast, delovna mesta. Pogled naprej, jaz pričakujem v letu 2018 neko svežo in smelejšo, bom rekla, tudi politiko v Evropski uniji. Vsaj proračun Evropske unije za leto 2018 gre v to smer, saj je bilo več denarja danega prav za področje reševanja migracij, varnosti, za zaposlovanje mladih in tudi za raziskave in razvoj. Jaz bi si želel, da Slovenija čim prej organizira resno, strukturirano politično debato, v kakšni Evropi bi želela delati naprej. Hitrost si določamo sami. Mi imamo to srečo, da ne veljamo za najbolj problematično državo in da smo v evroobmočju. Rekel, mi mogli to, zlasti dejstvo, da smo v evru, izkoristiti za to, da bi bili v vodilni skupini. Ampak, če pa pogledam dejstvo, da smo imeli v zadnjih letih 4 vlade in da so vse ključne reforme ostale nedodelane ali ne implementirane, potem me seveda skrbi, kako bomo mi določali svojo hitrost. Mi moramo predvsem gledati, kako sami sebe vidimo. In jaz mislim, da tudi ko gre za naše iskanje našega mesta v Evropi, je najbolj pomembno to, da deideologiziramo naše razvojne razprave in razprave o tem, kakšen gospodarski koncept naj Slovenija razvija, kakšen socialni model naj Slovenija razvija in kakšna naj bo naša zunanja politika. Mislim, da po tolikih letih od samostojnosti bi lahko se začeli pogovarjati bolj pragmatično, bolj na osnovi naših elementarnih interesov. To pa je, da smo stabilna država, da so ljudje zadovoljni v njej, da so lahko ponosni na to, da smo pravzaprav veliko dosegli v teh letih. In jaz mislim, da je to pogoj, to je pogoj, veliko bolj pomemben pogoj kot to, kako nas drugi vidijo. Jaz sem vse skozi, odkar sem v Evropskem parlamentu, pravzaprav zadovoljen s tem, kako nas vidijo. Nas ne vidijo kot problematično državo, nas danes, zdaj že 5 let vidijo kot državo, ki ima visoko gospodarsko rast, ki ima notranjo stabilnost in mogoče bi lahko bili manj poslušni in bolj originalni, ko gre za zavzemanje pozicij o skupni evropski zunanji in obrambni politiki. Mislim, da se spuščamo v neke stvari samo zato, da bi bili nesporni in da bi ugajali velikim. Torej v letu 2018 nas čakajo številni izzivi, kaj pa po mnenju poslancev naj bi v Sloveniji najbolj odmevalo v prihajajočem se letu. Na domačem političnem prostoru bo zagotovo zelo interesantno volilno leto, v katerem bodo tako volitve v državni zbor, tudi lokalne volitve.
Pri teh volilnih opravilih bi si želel predvsem, da bi zmagala vsebina pred neko formo ali pa željo pred nekimi novimi spremembami. Naj pridejo na plano ideje, kako to lepo Slovenijo razvijati, peljati naprej v dobro naših mladih. Gospodarsko mislim, da je Slovenija v tem trenutku ujela nek ritem, kjer je išla iz posledic krize, tudi delno sanirala te neumnosti in deviacije, ki so se zgodile v bančnem sistemu. Pokazali smo se, da znamo konkurirati na evropskem prostoru in mislim, da moramo zelo pozorno tudi spremljati, kaj se dogaja v Evropi in ostati med tistimi, ki bomo verjeli v Evropsko unijo, jo kreirali, vedeli, kaj hočemo, v njej tudi postavljali pri postavljanju novih skupnih politik svoje interese v ospredje takrat, ko je potrebno, ko se te politike kreirajo, v nadaljevanju pa potem še enkrat več koristili ta 500 milijonski trg kot osnovo za naš razvoj, za našo prosperiteto, za nova delovna mesta. Upam in želim si, da bo Slovenija tu z neko ponotranjeno, trdno, stabilno politiko, kakšen je naš strateški interes, delovala kot kredibilna članica v tistem najožjem jedru Evropske unije. Želim, da gremo z nekim optimizmom v novo leto. Imamo to energijo, imamo ideje in ukrepe, ki so na mizi in upam, da bomo uspeli povrniti predvsem zaupanje državljank in državljanov v te skupne projekte povezovanja. Za naslednje leto pa pričakujem nadaljevanje tega trenda, utrjevanje gospodarstva, tudi bi rekli socialnega stebra. Jaz mislim, da bo tudi brezposelnost naslednje leto še manjša in da bodo to povzročile zlasti investicije. Evropa mora doživeti nov investicijski ciklus, da bo dobila nova delovna mesta, ki jih nujno potrebuje. Na koncu naj še omenim področje hrane, tudi ne samo v letu 2018, tudi naprej, ki bo absolutno eno najbolj pomembnejših, vključno z naravnimi viri, vodo. In na tem področju seveda ne smemo zamočiti, tudi v tem delu, da seveda upam, da bo tudi proizvodnja, kmetijstvo, obdelava bolj usmerjena k naravnem, z manj škodljivimi dodatki za tistim, kar škoduje našemu zdravju. Na slovenskem parketu seveda se obeta kar nekaj velikih dogodkov, na političnem parketu jasno, se pravi čakajo nas volitve. Tudi mi v Sloveniji imamo gospodarsko rast, imamo padanje brezposelnosti, to je dober signal, imamo pa ogromno stvari še za ponarediti, strukturnih težav, ki nastajajo od seveda zdravstvenega sistema, tudi pravosodja, nekaterih projektov, s katerimi se ubadamo že nekaj časa, korupcije v državi, neučinkovitega vodenja države, kar nekaj je takih stvari, ampak kot rečeno, ta gospodarska rast in padanje brezposelnosti sta dobra osnova za naprej, zato smo lahko optimisti. Jaz upam, da nam bo šlo dobro, če bomo znali dobro upravljati z našo državo. Slovenijo pa v letu 2018 čaka kar dvoje volitev, torej poleti, ukolikor bodo to redne volitve, torej državnozborske redne volitve, mogoče bomo prišli celo do predčasnih volitev, saj tako nekako gredo, kot kaže, zadeve mogoče tudi v to smer. In kaj dodati ob zaključku? Avtor te oddaje si predvsem želi, da bi v prihodnjem letu tako v Evropski uniji kot doma prevladala zdrava pamet. Ključne politične odločitve pa naj odločevalci sprejemajo z veliko mero premisleka in kar je najpomembnejše, v dobrobit državljanov.